situacijo tako na področju policijske uprave Novo mesto, kot seveda tukaj na področju občine Brežice. Vemo, da je več kot 85% nezakonitih vstopov v Republiko Slovenijo ravno na tem območju, na območju občine Brežice. Zato smo se sestali na policijski postaji Brežice, kjer so mi predstavili policisti varnostno situacijo na tem območju. Potem pa sem se udeležil tudi sestanka pri županu občine Brežice in pa seveda skupaj z predstavniki krajevnih skupnosti, predsedniki krajevnih skupnosti, kjer smo seveda se dotaknili tako registracijskega centra policije, ki ga je vlada odločila, da se postavi januarja in se bo vzpostavil tukaj na območju nekdanjega mejnega prehoda Obrežje, kot seveda tudi o začasni azilni kapaciteti, kateri tukaj občani občine Brežice močno nasprotujejo. Nenazadnje zadovoljen sem, da je varnostna situacija na območju uprave Novo mesto zadovoljiva, je dobra in pa seveda vseeno sem se seznanil s tem, kako policija misli v letošnjem letu ukrepati na področju nezakonitih migracij oziroma nezakonitega prehoda meje. Dogovorjeni smo tudi, da kolikor bo seveda potrebno še dodatno povečati policijsko silo na tem območju, mi je generalni direktor policije zagotovil, da bodo naredili prerazporeditve z ostalih policijskih uprav na to območje, to smo pravzaprav počeli že v lanskem letu, ko je na območju vasi Rigonce prišlo do povečanega prehoda državne meje. Moram pa povedati, da so me policisti seznanili tudi z tihotapstvom. Tihotapstvo cveti na tem področju in v letošnjem letu je slovenska policija prijela že več kot 200 tihotapcev, ki prevažajo po zahodno-balkanski poti v ciljne države tujce, ki nezakonito prehajajo državne meje, in moram pravzaprav nekoliko tudi upozoriti, da izkušnje sosednjih policij so take, da so ti tihotapci vse bolj nepredvidljivi, vse bolj agresivni in tudi tukaj smo se pogovorili o varnosti samih policistov pri policijskih postopkih in nenazadnje tudi pri učinkovitem ustavljanju teh tihotapcev in seveda nadaljnjem procesiranju, ki ga policija potem izvaja skupaj z tožilstvom in pa seveda s sodišči. Moram povedati, da sem zadovoljen z današnjim obiskom. Zdaj sem tukaj na nekdanjem mejnem prehodu še plato, kjer bo postavljen registracijski center policije in tudi, kje je ideja postaviti po sklepu vlade ta začasno azilno kapaciteto. Seveda pa danes obisk zaključujem še v Rigoncah, kjer se bom sprehodil skozi vas in se seveda pogledal, kakšna je tudi tam varnostna situacija. Verjamem, da bom se pogovoril s kakšnim od domačinov vaščanov v Rigonc, da mi bo povedal, kako in kakšna je varnostna situacija iz prve roke. Jutri odhajam na obisk policijske uprave Maribor, kjer se bom v Ormožu in na območju občine Središče ob Dravi seznanil s kakšna je varnostna situacija, kako se tam srečujejo z nezakonitim prehodom meje in pa seveda tudi tam se želim sestati z županom občine Središče ob Dravi.